Zdaj prva stvar, ko govorimo o presejalnih programih, je tisto, kar želimo pri pljučnem raku, je, da zmanjšamo umrljivost ljudi zaradi pljučnega raka, na katerikoli način. In tukaj imamo dva dogodka v življenju kadilca, moramo vedeti, da je pljučni rak po več kot 85% povezan z kajenjem. In sta v dogodku življenja kadilca dve stvari, ki mu lahko preprečita, da bi umrl zaradi pljučnega raka, oziroma znižata verjetnost. Prvo je sigurno, da se odpove kajenju. In ta metoda je dosti bolj učinkovita. In druga metoda, ki je pa še vedno zelo učinkovita, je pa presejalni program. Tako da, ko govorimo o tem, kako znižati umrljivost zaradi pljučnega raka, treba sigurno tudi oba dva programa uporabiti z roko v roki. Se pravi, delati na tem, da se čim bolj ljudi navadi na kajenje, da se tudi tisti, ki kadijo čim večje število odpovejo in pa da se pridružujejo presejalni program. Je pa seveda tukaj poseben izziv. Ta populacija, ki kadi, ima tak poseben odnos do zdravja, ki ga mogoče tisti, ki nekaj delo malo težko razumemo. In tudi je težje dosegljiva, da se udeležuje raznih preventivnih aktivnosti, ki bi podaljševali njihovo življenje oziroma izboljšali njihovo zdravje. Zato ta presejalni program je tudi po izkušnjah iz tujine našem pričakovanju, so ti bodoči udeleženci nekoliko težje dosegljivi kot mogoče za presejalni program, ki že obstajajo. Vendar pa se moramo zavedati, da danes v zadnjih letih, da je skoraj polovica tistih, pri katerem je diagnosticirano pljučni rak, že bivših kadilcev. Da so se kajenje že odpovedali, da so na neki točki že uvideli, da morajo nekaj storiti za svoje zdravje. In mi pri tej populaciji bivših kadilcev, se pravi screening programu, vključujemo ljudi, ki so do 15 let od točke, ko so prenehali s kajenjem še vedno, pri tej polovici ljudi pričakujemo večji odziv. Potem pa tudi pri tisti prvi polovici, ki jih morda vseeno skrbi, ampak se te nikotinske odvisnosti ne morejo rešiti. Ker moramo se zavedati, da pri kajenju ne gre samo za užitek opihanja ljudi, ampak za odvisnost od nikotina in da mnogi niso sposobni tega nekako brez neke pomoči, ali tudi s pomočjo se temu odreči. Tako da treba ta pravi rutin, ta pravi način, kako te bolnike nagovarjati. Prej smo slišali primere dobre prakse, razna ta moška društva, kot rečemo, veseli celovci in podobno. In če skozi ta vrata nagovarjamo te ljudi, je verjetnost udeležbe večja, kot pa če enostavno gremo po neki poti, taki uradni medicinski, kot smo sicer navajeni. Je pa še ena stvar, ki bi tukaj omenil, zakaj imam en taka velika pričakovanja, tudi presejalne pljučnega raka. Docent Frankel je omenila, da se je v zadnjih 10 letih preživetje, 5-letno preživetje zaradi pljučnega raka povečalo skoraj za 10%. Spomnim se tam prejetem okoli 20, pa še malo manj preživetje tam okoli 10%, 5 letno se zdaj smo praktično šli pri 20%. 10 dni nazaj smo predstavljali 10-letne rezultate za našo kliniko, kjer je diagnosticirano dobrih 40% vseh pljučnih rakov v državi. In kar opažamo v teh 10 letih je, da iz leta v leto odkrijemo več pljučnih rakov, ki so v zgodnjem stadiju bolezni in iz leto manj tisti, ki so v stadiju 4. In neki trendi v družbi, neki spremembe so sigurno povzročile, pa ne bom rekel oportunističnega screeninga, ampak lažje dostopnost cepija pljuč zaradi različnih vzrokov, da so se povečali število teh naključnih zgodnih najdb, ki so v prvi stadiju pljučnega raka. In mogoče tudi to je odgovor, zakaj se je ob tej terapiji, ki je mogoče nekoliko bolj učinkovita, pa še vedno nekumulativna, tudi znižuje umrljivost zaradi pljučnega raka. Pravi pljučni screening program, presejalni program, pa mora imeti za rezultat ne samo znižano umrljivost zaradi pljučnega raka, ampak zmanjšati celokupno umrljivost zaradi raka, zaradi vseh razlogov.